V današnjih kvikih boste izvedeli, zakaj smo tako radi v coni udobja in kako se spraviti z nje. Preden vprašate, nasprotje coni udobja je danger zone in do nje prideš, če se voziš po cesti mimo letališča z reaktivci na motorju brez čelade. Vsaj tako tja pride Tom Cruise. Cona udobja je psihološko stanje, v katerem se počutimo varne, sproščene in brez stresa. Ne gre za dejansko lokacijo, ampak za naš način delovanja. V določenih situacijah rajši ne tvegamo in ravnamo tako kot običajno, zato da dogajanje okrog sebe obvladamo brez večjega napora. Recimo, ko nas novi prijatelji povabijo na zabavo, mi pa se zlažemo, da nimamo časa, v resnici pa nas je samo strah, da na zabavi ne bomo nikogar poznali in bomo potem sami samcati ždel nekje v kotu. Ali sem to samo jaz? Cona udobja se recimo nanaša tudi na to, da prepustimo algoritmom, da nas na pretočnih portalih usmerjajo pri gledanju nadaljevank in poslušanju glasbe. In tako v samo malo drugačni preobleki gledamo neke stare vsebine, ki smo jih videli že milijonkrat. Jaz sem recimo že čist prevečkrat gledal film, ki govori o skupini najstnikov, ki želijo iti na neko tekmovanje mladih talentov. Ampak to lahko storijo šele takrat, ko odkrijejo svojo notranjo lepoto. Ampak rad imam pa tudi filme, kjer streljajo pa dirkajo s hitrimi avti. Če bi vsaj še pel zraven. Vsi radi hengamo v coni udobja, pa tega sploh ne opazimo, ker nam je fajn. Vse ostane točno tako, kot je vedno bilo. Potem pa nam kar naenkrat postane neverjetno dolgčas. Plus dobimo občutek, da smo v življenju zamudili vse priložnosti. In kar naenkrat se zavedamo, da stokamo svoje prijatelje in sošolce po družbenih omrežjih in zavistno spremljamo njihove dogodivščine, ali sem to spet samo jaz? Če pa se spokamo iz cone udobja, pa bomo v življenju naleteli na nove izzive. Pridobili bomo nove življenjske izkušnje ter naleteli na zanimive priložnosti. In temu se reče osebna rast. V tem primeru raste naša osebnost, kar je mimogrede ful bolj pomembno kot naša telesna rast, ker z osebnostjo se nikoli ne moreš zaleteti v prenizek strop. In kako stopimo iz cone udobja? Najprej potrebujemo nek preprost izziv na področju, kjer bi radi napredovali. Če ste bolj sramežljivi, je vaš cilj lahko pogovor z nekom, ki ga ne poznate. V živo. Če ves čas poslušate samo en band, lahko najdete novo skupino, ki je v povsem drugem žanru kot to, kar poslušate zdaj. Če ves čas jeste samo dunajca pa pomfri, poskusite nekaj novega. Ampak ne takoj na surove polže v solati. To bo mogoče malo preveč. Ko skušamo iti iz cone udobja, je pomembno, da se ne vržemo kar takoj v neznano. Najprej lahko malo tipamo naokrog in počasi ugotavljamo, kaj nam je fajn. Če so izzivi zunaj cone preveč stresni, lahko tudi vprašamo za nasvet prijatelja ali sošolce. Mogoče so se oni s tem že soočali in nam lahko dajo kakšen dober namig. Mogoče boste celo ugotovili, da ima vaša sošolka, tako kot vi, že ves čas skrito željo, da bi bila v K-pop bandu. In potem boste šla skupaj na tečaj korejščine, kjer boste spoznali cel kup novih zanimivih ljudi, ali so to spet samo moje sanje? Ko začnemo delati nove stvari, nas je strah in skoraj vedno naredimo kaj narobe. Ali pa imamo kakšno neprijetno izkušnjo. Pomembno je, da nas to ne ustavi. Če nam nekaj ne uspe, to ne pomeni, da smo popolnoma nesposobni. Mogoče smo samo malo nesposobni. Iz svojih napak se lahko vedno kaj naučimo in lahko vam garantiram, da boste na poti iz cone udobja spoznali nekaj novih ljudi, spremenili svoj pogled na stvari in postali bolj samozavestni.